Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani gospod minister Metod Dragonja, spoštovani župan Mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot, spoštovani predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, gospod Branko Meh, spoštovane gospe in gospodje, dobrodošli. Leto je naokoli in ponovno nas je naš most združil v Celju. Združil vse, ki ustvarjalno razmišljamo, vse, ki predstavljamo podjetniško inovativnost in razvoj. Kar 1510 podjetij in blagovnih znamk se predstavlja skupno iz 30 držav in 14 držav direktno. To je zavidljiva sejemska statistika, pa vendar smo bili priča že boljši. Danes, ko odpiramo 47. most, je dejstvo, da so trenutne gospodarske in finančne okoliščine v naši državi in tudi v mednarodnem okolju še vedno zelo resne. Zato se toliko bolj zavedamo pomena tovrstnih prireditev, kot je most, ki lahko pokaže na konkretne v podjetništvu in obrti uresničene ideje in učinke, uspešne projekte, številne oblike povezovanja. Seveda pa v gospodarstvu potrebujemo še kaj več, predvsem stabilno gospodarsko in prijazno poslovno okolje, potrebujemo razbremenitev gospodarstva, da bo lažje poslovalo in hitreje napredovalo. Zato skupaj z razstavljavci, obrtniki, podjetniki računamo, da bo v okviru MOS-a dovolj priložnosti, da skupaj opozorimo na najbolj pereče probleme in nakažemo rešitve za pot hitreje naprej, kot pravi naš slogan. Lahko se zgledujemo tudi po naših partnerjih iz tujine, ki prihajajo na sejem, saj bodo sejemsko dogajanje znova pomembno sooblikovale skupinske predstavitve tujih držav in institucij. Gospodarske priložnosti, kulturne, kulinarične in kakšne znamenitosti še svojih držav bodo na 47. mostu skupinsko predstavile kar 3 države, Brazilija, Indija in Kitajska. Gospodarstvo slednje se bo prvič v tej obliki predstavilo v Sloveniji, enako velja tudi za Venezuelo. Srbijo boste letos zastopali kar 2 regiji. Poleg avtonomne pokrajine Vojvodine, vlade Vojvodine, se bo na 47. mostu predstavila že 9. zapored. Predstavitev pripravlja še Nacionalna agencija za regionalni razvoj iz Zaječarja. Iz bližnje soseščine pa v Celje skupinsko prihajajo še podjetja iz Hrvaške. HOK letos organizira že 19. nastop svojih obrtnikov in podjetnikov, pa naše tradicionalne gospodarske partnerice Avstrija, Italija, Nemčija. Mednarodni utrip bo tudi sicer pomembno sooblikoval poslovni del sejemskega dogajanja. Na sejmu tako pričakujemo številne delegacije, saj smo skupaj z dolgoletnim partnerjem OZS, letos pa se v teh aktivnostih pridružila tudi GZS, pripravili različna mednarodna poslovna srečanja. Aktualni spremljevalni program, ki smo ga pripravili skupaj s partnerji, odpira številne nove priložnosti za to. Priložnosti za pogovore in upam tudi konkretne dogovore, tako z lokalno kot tudi nacionalno oblastjo. Govora bo o razvoju prometnih poti, o poteh do podjetne Slovenije, o financiranju izvoza, o podjetniških spodbudah za nastajanje, rast in razvoj podjetij, o učinkoviti rabi energije, obnovljivih virih energije in še veliko drugih aktualnih temah, ki jih bomo obravnavali. Vsekakor pa glavna nit sejemskega razstavnega programa ostajajo predstavitve izdelkov in storitev najbolj podjetnih, inovativnih in pogumnih, torej tistih, ki se ponašajo z vztrajnostjo premagovanja ovir v teh nezavidljivih časih. Pogum še vedno velja in to dokazujete tudi naši razstavljavci. Za vas si v družbi Celjski sejem prizadevamo na sejmišče pripeljati čim večje število obiskovalcev, katerim bi lahko predstavili vašo ponudbo in s katerimi bi lahko navsezadnje tudi sklenili nove posle. Za vse obiskovalce smo denimo letos pripravili nove, ugodnejše cene vstopnic, hkrati pa smo ponudili tudi možnost nekaterih dodatnih ugodnosti pri obisku sejmišča. Tudi letos smo v skladu z našim prepričanjem, da je most odlično mesto za začetke novih poslovnih poti,
možnost predstavitve pred množico obiskovalcev ponudili tudi 5 mladim podjetnim talentom, ki so komisijo prepričali svojo inovativnostjo in podjetnostjo. Obetajo se torej zanimive predstavitve, ki se jih običajno v vsakdanjem življenju pravzaprav sploh ne zavedamo. Dejstvo je namreč, da imamo v Sloveniji izjemno znanje, ideje in potencial, zato smo se odločili, da jim ponudimo priložnost in opozorimo tudi širšo javnost na njihove dosežke. In predvsem ne smemo izgubiti zaupanja v svoje znanje in potencial, ki ga predstavljamo danes združeni vsi skupaj tukaj. In naj nas druži optimizem, tako bo marsikatero oviro lažje prestopiti. Zaupanje v domače in svetovno gospodarstvo je ključno, da se bo kolesje gospodarske rasti znova pognalo v pravo smer. In k temu boste zagotovo pripomogli naši razstavljavci, ki ste se na predstavitve izjemno dobro pripravili, za kar vam gre zahvala v imenu družbe Celjski sejem in sopriznanje. In tisto, kar je bistveno, na Celjskem sejmišču tega v teh dneh ne primanjkuje, pa čeprav tako nam kot organizatorjev, kot tudi vam, spoštovani razstavljavci, zagotovo velikokrat ni lahko ohranjati pozitivno klimo. Za prihodnost pa se nam zagotovo ni bati, če bomo imeli ob sebi partnerje, kot jih imamo. Posebna zahvala gre našemu generalnemu pokrovitelju, finančni skupini Alpe Adria, Hypo Alpe Adria, Mestni občini Celje, našemu dolgoletnemu partnerju Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ostalim zbornicam ter vsem ostalim partnerjem, ki ste nam pomagali sooblikovati sejemsko dogajanje. Zahvala predstavnikom medijev, da boste ponesli informacije o dogajanju na MOS v širšo domačo in tujo javnost in seveda vam, spoštovani razstavljavci ter obiskovalci, ki vas čaka aktualna ponudba in novi izzivi že na letošnjem MOS-u. Ter zahvala sejemski ekipi, mojim sodelavcem. Želimo vam uspešno sklenjene dogovore, tkanja novih poslovnih vezi za prihodnost, za naš skupni jutri. Hvala.